Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako naša podzavest komunicira z nami. Kako veste, da vam nekaj šepeta vaša duša? Da je tako, hej, zbudi se, naredi nek korak, nekaj naredi. Ja, pod prvo moramo razumeti, ne? Naša podzavest je v bistvu del nas, ki je nezavedan. In da boste lažje razumeli, kaj to pomeni del nas, ki je nezavedan, je v bistvu najlažje si predstavljati preko tele slikce. Se pravi, tukaj smo mi, fizično telo. In to je naša bombica energije, ki je v bistvu veliko več kot naše telo. Temu se reče nekaj aura, ki je takoj ob telesu. Aura je lahko tudi do 1,5, tudi do 1 meter stran od nas, odvisno koliko ste pozitivni in koliko imate te svetlobe v sebi. Saj zaznate to, pri nekom, ki je okužen s strahom, se ta energijski pol zmanjša in ga občutimo, kot da je stisnjen skupaj. Nekdo, ki žari od svetlobe, je pa pač ta njegova energija močnejša in jo zaznavamo. No, potem imamo pa ta višji jaz. Višji jaz je pa v bistvu povezava, ker to imamo vsi povezavo, tukaj iz kronske čakre, gre naprej povezava do naše višje duše. No, v bistvu mi rečemo podzavest oziroma nezavedni del nas komunicira z nami, v osnovi z nami komunicira naš višji jaz. Govori naša duša in center duše je tukaj na prsih, tukaj, se pravi. A veste, ko nekaj rečem, jaz to občutim, a rečemo tako, ne? Jaz to občutim in ko rečemo, daj da pomislim, kako že, daj da pomislim. Ponavadi ne rečemo, jaz to občutim, ja. Primemo se za glavo takrat, ko rečemo, jaz to občutim glavobol, nikakor pa ne takrat, ko rečemo, jaz to občutim, kako se zaustrašila. Ta del, se pravi, tukaj je povezano naše čutenje, se pravi, sedež naše duše je direktno povezan s srčno čakro in srčna čakra pa z energijo napaja fizično srce, pljuča in seveda tudi vse te notranje organe, tudi trebušno slinavko, tudi jetra, tudi žolč. No, o tem bomo majčkeno kasneje govorili, ker v bistvu, če gledamo, da je tukaj prvi del za vdih življenja. Pojdimo najprej na vdih življenja. Ko mi vdihnemo, prvi vdih, ko se rodimo, in zadnji izdih, ko umremo, je povezan s tem delom. In telo, ki je mrtvo, se pravi, ki ga zapusti duša, je približno za 20 dek lažje, kot pa telo, v katerem je duša. Če si predstavljamo, da 20 dekagramov tehta naša duša, naša energija. Veste, tako, energijo je nič, ne? Mi imamo res ogromno energije v sebi in ko odide ta del naše zavesti, takrat odide pač duša na potovanje. Zdaj pa vsi te, ki smo tukaj, pomeni, da skozi lekcije življenja predelujemo neke zadeve, se učimo nekaj in naša duša komunicira z nami in to pomeni, mi rečemo preko podzavesti oziroma podzavestni programi. No, še to moram razložiti. Podzavestni programi so pa povezani z energijo, ki je zapisana v tole bombico energije. Ni povezana z našo višjo dušo, ampak je povezana s tem delom energije, ki je zapis DNK, ki ga imamo tukaj fizično na zemlji. Se pravi, to je čustveno telo. In to čustveno telo je najprej vsaka bolezen na tem področju nastane in se potem preslika na naše telo. Se pravi, nekdo, ki ima fizično bolečino, recimo težave z dihanjem, astmo, alergijo na cvetni prah, pomeni, da ta kot človek ima vedno težave na drugem nivoju in ta drugi nivo njegove duše, se pravi te energijske bombice, se prenaša potem na fizični nivo in ta fizični nivo se potem odraža kot težave z dihanjem. Blokira ga absolutno strah. Strah pred življenjem. Druga stvar, strah, sram pa sovraštvo.
In nekdo, ki ne more dihati, ali ga je strah življenja, ali ga je sram svojih dejanj, mogoče. Sem že videla veliko žensk, ki so zbolele za rakom, zaradi tega, ker jih je bilo sram, ker so naredile splav. Ali pa tako močno sovražijo duše drugih ljudi, da jim to ne da dihati. No, in če se vam to dogaja, pač preverite z mišičnim testom, ugotovite, če je to mogoče vaš program in potem počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja in je to to. No, v vsakem primeru, pojmo zdaj najprej pogledati, kako podzavest komunicira z nami. Podzavest, prva stvar, komunicira preko intuicije. Se pravi, intuicija je prva misel. Recimo, ko nekoga srečamo, ko nam prvi glas reče, wow, ta človek je super. Ali pa recimo, kot je ena gospa rekla, ko sem jaz videla nekega človeka, prva misel je bila, samo s tem ne plesati, ampak se je potem zapletla z njim in tako naprej in močno zapletla. Ampak prva misel je bila, samo z njim ne. To je bila intuicija, ker boš imela težave. In kljub temu, da je, kljub temu ona je preslišala vsa sporočila, pa vse rdeče zastave in je potem kakorkoli se poročila z njim, ima otroka in ima zanimivo karmično lekcijo. No, to je prva zadeva. Slišati sebe, kaj nam govori tisti prvi glas. In pogosto, ko prvi glas preslišimo, kaj nam reče, potem, ko sprobamo te ljudi, ki rečemo, sem vedela. Ja, ampak se nisem slišala mogoče. Naslednja stvar, telo, naša duša, naša podzavest komunicira z nami preko maščobnih oblog. In recimo, če imamo maščobne obloge na predelu tukaj gor, grla, pomeni, da je naša limfa zaštekana, naša ščitnica ne dela dovolj dobro in pomeni, da v bistvu imamo težave z izražanjem. Ker je grlena čakra izražanje in zaradi tega, ali pa izražanje, po eni strani strah, da povemo, kar želimo povedati, ali pa kar bi bilo prav, da povemo, po drugi strani smo pa rabili do sebe, pa sebi znamo povedati ogromno slabega. Do sebe smo kruti, do drugih smo prijazni. In to pomeni, da sčasoma začnejo ti strupi vstajati v telesu in naša limfa začne zatekati. In ko vtekate v ta predel, zabuhlost obraza, dobro, lahko je povezano tudi s tem, da imate alergijo na laktozo, da ste občutljivi na gluten, ampak skoraj 100% je težava v izražanju. To je ta del. Potem, če se vam maščoba nabira na ta del, se pravi zgornji del, prsa, imate močne prse, se vam odzadej na hrbtu delajo te klobasice, pomeni, da se želite zaščititi svojo srčno čakro. In po drugi strani, da ste tako močno ranjeni, da niti o tem ne morete govoriti. In je povezan s kronično žalostjo. Potem naprej. Če se vam maščoba nabira na predelu trebuha, pomeni, da vaša trebušna slinavka deluje slabo in da vam želi vaša podzavest sporočiti, hej, pazi na hrano, na nivo sladkorja, pazi, kaj ješ, a ješ na 2,5 uri, poskrbi za to, da tvoj sladkor ostaja v ravnovesju. In po drugi strani kaže na to, da si na podzavestni ravni v kroničnem stresu. Sploh tisti, ki se redite v trebuh, ko imate pač ta nosečniški trebuh in moški, ki izgledajo tako, kot da grejo roditi, ženske, kot da bi bile v 6. mesecu nosečnosti. Kaj to pomeni? Če se redite samo v predel trebuha, vaša duša prosi, poglobi se v podzavestne programe, svoje čustva in prečisti najprej strah, sram in sovraštvo. Ja, slišim, ta trenutek rečete, kako naj to naredim, kako naj pogruntam, ja, vem, imam težave s šefom, ampak ne, jaz sem dobra oseba, jaz ne sovražim nikogar. Preverite, z mišičnim testom, vam raj povem zgodbo. Enkrat sem delala z enim gospodom, ki ima težavno mamo. In ta težavna mama ga je od malega klicala
pikec, pikec. Ko je bil mečkan, je bil pikec, in ko je bil 2 metra velik, je bil še kar pikec. Moj pikec. Pri 30 letih je bil še kar pikec. No in on je rekel, imam težaven odnos s svojo mamo. In sem rekla, kaj pa če ti sovražiš svojo mamo? Je rekel, ne, jaz nikogar. Veste, kaj se je izkazalo preko mišičnega testa? Da ne, da sovraži svojo mamo, sploh ne, ampak sovražim dušo moje mame. In ko ti sovražiš dušo nekoga, pomeni, da ta človek, ki ti v tem življenju jemlje vso moč, ti je odvzel moč tudi v prejšnjem življenju, te je ubil. In kar pomislite, kako včasih opisujemo določene ljudi? Rečemo, ta človek mi je zaril nož v hrbet. Ta človek me bo spravil v grob. Ja, zato, ker me je že v nekem drugem življenju spravil v grob in v bistvu izražam točno to, kar imam za predelati. Ampak prva stvar je sovraštvo do duše tega človeka. Potem naslednja stvar, če imate maščobo, ženske, celulit ali pa spodnji del trebuha, tukaj čisto vse v redu, potem pa kar žoga tam, kjer je maternica. Ranjena na predel maternice, močno ranjena, spolna čakra, želiš jo zaščititi, strah te je posilstva, strah te je spolne zlorabe, predvsem pa ne moreš se sprostiti v spolnosti. Bežiš, si že misliš nekaj, če le drugega, da si tako grda, da enostavno se ti nihče ne more želeti. Ja, ampak do sebe si kruta, to je prva zadeva. No in ženska, ki imate celulit, ta maščoba, ki je nabrana, nalepljena na zadnjico in na zadnji del stegen, pa kaže na zastalo energijo, ki je povezana s korensko čakro in spolno čakro in direktno povezana s tem, kar imaš ti kot duša za predelati. Pa se pa vprašaš, kako naj zdaj to počistim? Ja, vem. Jaz drugega ti ne morem reči, začni uporabljati zdravilno molitev dekodiranja in začni z eno po eno težavo. Recimo, sramujem se svojega telesa in narediš mišični test in ko ga narediš, recimo, jaz če zdaj pogledam, sramujem se svojega telesa, grem nazaj. To ne pomeni, da morate držati tako roke, pomembno je, da imate zmigane z ramena, potem pa lahko roke prekrižate na prsih, lahko jih spustite samo ob telesu in potem probate mišični test. Se pravi, če jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej in to je zame resnica. Če pa, recimo, če rečem, moje ime je Janez, kar nisem, grem nazaj. Se pravi, to je zame neresnica. In ko preverjam svoja podzavestna prepričanja, recimo, sramujem se svojega telesa, grem absolutno nazaj, ker sem ga sprejela. Pa ni bilo vedno tako. Nekoč sem imela mnenja, da imam predebele noge, da imam grd trebuh, da imam preveč krive zobe, da pač nisem lepa, da sem grda, da imam preveč povešene prsi, da imam preveč spokan trebuh, Ne vprašajte. 1001 komentar proti sebi. Ali je preveč, ali je premalo. No in potem, ko začneš trenirati ljubezen do sebe, dejansko vse tisto, kar te moti na sebi, napišeš v pozitivnem stavku. Če rečeš, motijo me celulit na nogah. Ja, lahko si začneš ponavljati, sprejemam svoje telo, obožujem ga, ampak še hitrejš. Se pa znebiš tega celulita, da narediš nekaj na fizični ravni, a pogledamo zdaj celulit, recimo. Kaj je za narediti za celulit? Prva stvar je razstrupljanje. Kaj narediš za razstrupljanje? Potrebuješ kalcij. To je prva stvar. Druga stvar, kar potrebuješ omega-3, pa olja, lipide in sterole, da odpreš celično membrano, da se poveča pretok preko celične membrane, se pravi, to je Pro-Vitality Plus. Naslednja stvar pa potrebuješ šejke in 22 aminokislin,
Zaradi tega, ker 22 aminokislin, to je pa gradben material za nove celice, za mišično maso. In ko imaš dovolj mišične mase, ta mišična masa, ko se povečuje, ko malo pomigaš, hkrati se zmanjša celulit. Poleg tega, ena od aminokislin deluje na to, da se tvori glutation, to je pa najmočnejša snov za razstrupljanje na celični ravni. Pač to bi jaz naredila. Naslednja stvar, to je prva, tehnično. Naslednja stvar za to, da se izboljša celulit, je pa to, da začneš gledati, kaj se je obesilo na tvoje čustveno telo. In zdaj pogledaš, kaj. Sovražim sebe. Težko sprejmem svoje telo. Do sebe moram biti neizprosna. Sramujem se svojih dejanj. Ženske, ki so naredile splav, recimo, ne morejo same sebe oprostiti. In je dokazano, recimo, da 8 od 10 žensk, ki so naredile splav, imajo neko posledico. In o tem se ne govori. To pomeni neko posledico, na nek način potem sebe kaznujejo. Pomislite, a kdo to reče? Pač ženska gre narediti splav, pa reče, saj vseeno. Ne, ni. Zato, ker pustiš brazdo na svoji duši. In potem se začneš rediti in ti sploh ni jasno od česa. Ali pa recimo tako kot moja prijateljica, ki je zbolela za rakom, zato ker je sama sebe kaznovala, ker ni rodila otroka, ker je naredila splav. In ko je sama sebe odpustila, ko je naredila grobek za tega otroka, ko se je spravila s sabo in z Bogom, ko je temu otroku dala ime, se je čudežno pozdravila. Ja, tako grejo te zadeve. No, gremo naprej. Kako naša podzavest komunicira z nami? Se pravi, maščobne obloge, tudi bolezen. Zdaj, če gremo kar naprej, prav to, bolezen je komunikacija naše duše. In nekdo, ki zboli za katerokoli avtoimunim obolenjem, je to komunikacija naše duše z nami. Pa boste rekli, ja, Minka, samo vsak pritisk, skoraj vsak. Kaj vam sporoča, če imate pritisk? Kaj vam telo sporoča, kaj vam vaša duša sporoča? Kdor ima težave s pritiskom, je obremenjena meng čakra, ki je točno na nasprotni strani od popka, se pravi zadnja popkovna čakra. In zadaj na zadnji popkovni čakri, se pravi na hrbtu, je energijska črpalka, ki črpa energijo v možgane. In ko imamo obremenjeno to meng čakro na zadnji popkovni čakri, to pomeni, oziroma ko je obremenjena zadnja popkovna čakra, energija ne zmore iti v možgane, ampak se zgodi na energijskem nivoju blokada in nastaja visok krvni tlak. Kaj je treba narediti? Odpustiti. Pogledati, kaj nas jezi, kdo nas jezi, kaj je tisto, kar je najbolj zataknjeno čustvo. No, in kdor vam visok krvni tlak, mu poleg tega manjka C vitamina 1000 mg, omega 3 1000 mg, poleg tega je pametno, sploh če kdor ima trigliceride, piti čaj iz ovsa, pa česnove tablete jemljete po 3 zvečer, se pravi 3 tablete omege, oziroma kapsule omege, 3 C vitamine, pa 3 česnove tablete. To je to. Tako preprost. In se vnetje na celični ravni zmanjša, po drugi strani, ko odpustite ljudem in odpustite sebi, se energija zrihta in enostavno se zgodi, da vaša energija začne teči in visok krvni pritisk zgine. Tako. Vsi vemo, da recimo kdor zboli za rakom, rak je rak duše, je bolečina duše. In zdaj, kako priti do tega? Kaj mene sploh boli? Mogoče vas ne boli, mogoče vas straši. Strah pred boleznijo. Strah pred smrtjo. Veste? Zdaj je tako obdobje, da strah šprica na vse možne konce. Se opazite to, ne?
In ta strah nas lahko zajame. In želimo si narediti neko varnost. In ta varnost pomeni, da ko mi začnemo kopičiti varnost, se lahko zgodi, da začnemo kopičiti tudi maščobo, zato ker se želimo zaščititi. Po drugi strani, gledajte, vsi bomo živeli do konca življenja. To je dejstvo. In nihče, niti Jezus, ni prišel živ iz tega planeta. Dejansko vsi umremo. In tako kot nekateri, ki se bojijo, ki imajo strah pred letenjem, pred avioni, poletom, mislim. Sicer vem, da je težko, ampak dejstvo je, da nihče ni še gor vstal, Vem, da strah dela grozne stvari. In v kar sem prepričana, strah je vedno povezan s preteklimi življenji. Vedno. Vedno, vedno. Strah pred zaprtimi prostori. V enem od preteklih življenj smo bili zakopani, živi. Tako grejo te zadeve. Dobro, lahko rečete, Minki se dogaja, pa je to, pa je tudi v redu. Prav. Dajmo zdaj pogledati naprej, kako podzavest komunicira z nami. Tudi preko sanj. Če imate neke ponavljajoče sanje, vaša duša komunicira z vami. Vam hoče povedati. Recimo, jaz se spomnim, ene take moje sanje, komunikacija moje duše. Večkrat sem sanjala, da sama vlečem voz, ko sem bila še poročena. Sama vlečem voz in na tem vozu so bile naloženi razni punkli, pa so bili otroci gor naloženi in tako naprej. In sicer moj mož, takratni mož, se je sprehajal zraven, se pravi, šel je v isti smeri, ampak voz sem vlekla sama. Ali pa, da nisem vedela, kje so ključi mojega avtomobila. Ključ od avtomobila, tako pomeni, zgubila si, upravljanje nad svojim avtom, avto pomeni življenje. Tako da sanje sigurno povejo svoje, no potem pa naprej. Komunikacija naše podzavesti je tudi s tem, kdo prihaja v naše življenje in se pravi ogledala. Sistem ogledal. Ljudje nam kažejo ogledalo in kot prvo, direktni odsev. Kar mene moti pri drugem človeku, to pomeni, da jaz sama imam nekaj vseb, kar vam zapredelati. Če me moti, da nekdo upravlja, mogoče imam jaz sama težavo s tem, da pač slabo govorim o drugih ljudeh. In me pol toliko zmoti pri nekom drugem. To je ena stvar. Druga stvar je možno, da ta sistem ogledal mi vedno znova pripelje nekoga, ki je nepošten, pa jaz vem, da sem poštena. To ne pomeni, da meni vedno znova prinese življenje nekoga, ki je nepošten z namenom, da mi pokaže, da sem jaz nepoštena, ampak da mi pokaže, da mogoče jaz obsojam vse ljudi, ki so nepošteni. Pomislite. In ker jaz obsojam, dobivam take ljudi, zato da spustim obsojanje. In to pomislite na svoje življenje, koga vam nosi življenje. In naslednjo, ko srečamo določeno osebo, nam pa prinese življenje karmične odnose in ta sistem ogledal je povezan, da nam prinese točno tisto osebo, ki nam pomaga, da naredimo nek premik naprej. Ni vse v redu, ko se učimo delati korake naprej. Tako da zdaj, če pomislimo, naša duša komunicira z nami. Zdaj pa mogoče se vprašate. Vse lepo in prav, da naša duša komunicira oziroma naša intuicija nam govori. In pogosto pridemo v eno točko, ko rečemo, jaz vem, da želim naprej, pa kaj ne naredim, ne vem kam, ne vem. Kaj naredimo takrat? Ko vemo, da nas čaka nekaj, ampak sploh ne vemo, v katero smer. Spet zase govorim. Vem, da sem parkrat prišla v življenju kot do nekega zida, do konca poti. In ko sem prišla do konca poti, je bil čas, da sem pogledala
česa me je najbolj strah. Prav vem, da recimo 10 let nazaj sem prišla do konca poti. Vse, česar sem se lotila, ni šlo. Karkoli se je dogajalo, ni šlo. In ko sem prišla do tiste točke, je bilo jasno sporočilo, ni več ta stara pot za tebe, čas je za nekaj novega, se pravi kot za novo poglavje. Ampak da se je lahko začelo novo poglavje, je bilo pa povezano s tem, da je moja intuicija, moja duša mi že par mesecev govorila, začni pisati, začni pisati, te začni pisati. Pa seveda nisem imela časa, pa nisem napisala niti prvega stavka. Ampak je govorila, začni pisati. In potem se je zmerom bolj zapiral tisti tok energije, ki me ne več podpiral. In ko sem začela pisati, se je zgodilo to, da v parih mesecih, ko je bila knjiga, ko imajo Hormoni žur napisana, se je vse spremenilo. In pomislite, knjiga, ko imajo Hormoni žur, še danes nagovarja toliko novih ljudi, toliko novih bralcev. Računajte, da knjiga, ki je bila napisana več kot 10 let nazaj, pač drugega ne morem reči, kot da sem hvaležna, ampak ta knjiga, ko imajo Hormoni žur, kaj naj rečem, pač v številkah, skoraj 1% Slovencev ima to knjigo. In ljudje rečejo, zadnjič sem bila pri eni gospe in reče, joj, veste, da imam vašo knjigo, to je ena gospa, stara 80 let, ena srčica, in reče, a veste, da imam vašo knjigo? Reka, veste, koliko jo vzamem v roko? In, joj, a to ste vi? Reka, joj, koliko sem vesela, kaj ne rečem? Pač, koliko sem vesela, da z mojim znanjem, da vam lahko podam roko. Ne vem, in če ste vi prišli do konca poti, mogoče ima nekaj več za vas pripravljeno stvarstvo in enostavno vas ne more več podpirati na stari poti. Mogoče je čas, da naredite nekaj, da odpustite, da naredite nekaj, česar ne bi nikdar naredili v življenju. Ne vem, vaša duša vas mogoče kliče. Glejte, prišla je karta tema, da prečistite temne dele sebe, da prosite za zavedanje in da enostavno začnete čistiti svoje vzorce, ki vas zadržujejo tam, kjer vas vaša podzavest ne podpira več, kjer vaša podzavest hoče, vaša duša hoče, da se sčisti energija. Čiščenje. Glejte, naključna. Očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Dajmo pogledati. 33 karta vam bom prebrala. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Zavedam se, da tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugi. Pripravljena sem odpustiti sebi in pripravljena sem odpustiti drugim. In potem naprej. Zavedam se, da je vsak delček mojega telesa čist. Moje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hranim, oblačim, skrbim za njega, ter se ga dotikam. Vsa hrana, ki packa moje telo in vsi odnosi, ki packajo mojo dušo, se to naj odide. Posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen, ker jaz sem ljubezen. Tako grejo te zadeve. Naslednje sporočilo. Odpuščanje. Komu moram odpustiti? Do koga imam zamero? Sejem semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen do določene osebe napolni moje srce. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. A še eno je prav? Da vidimo. In čas je za delovanje.
Delovanje mi veča energijo in to delam, vse, kar delam. Delam zato, ker se imam rada in ker se cenim. Ker se zavedam, da meni pripada vse dobro. Zdaj mogoče za konec tegale videa povabilo. V nedeljo imamo seminar Zavestno v ljubezen. Za vse tiste, ki se želite počistiti čustveno prtljago, ki se želite imeti lep partnerski odnos, ki si želite zmanifestirati ljubezen, dobrodošli. To je seminar v živo in začenjamo tudi zdaj v kratkem online program, prav tako čiščenje čustvene prtljage za lepe partnerske odnose. Se pravi, za vse tiste, ki si želite lep partnerski odnos, dobrodošli, začenjamo nov program, to je online program tečaj, ki vas dejansko popeljem vas, vodim vas do tega, da očistite svoje čustvene rane. Tako da, ja, glejte, življenje je lepo, res lepo, ampak ne more nam vesolje dati vsa ta darila, ki nam jih želi dati, če imamo umazano posodo, če imamo tako kot šalico, skodelico, v kateri smo pili kavo in je noter usedlina. Mi moramo to usedlino najprej počistiti, da se lahko napolni naša čaša s čisto vodo. In zato delamo vse te programe, ker je čas, da počistimo nesnago. Tako da, vse dobro vam želim, uživajte in predvsem počistite vso nesnago, ki se je zasidrala v vašo dušo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim.